Pozdravljena na mojem kanalu, na Instagramu sem vam napisal, da bom z mamo snimal video, kjer bom odgovarjal na vaše vprašanja. Tako da dobil sem kar ogromno vprašanj in jih bom danes odgovoril z mojo mamo v avtu. Zakaj v avtu ne vemo, ampak se nam je zdelo cool, da se malo okoli voziti in odgovarjati na vaše vprašanja. Da, mama, lahko kar prideš. Mama ne bo. Zdelo se mi je cool, da nas malo predstavim v videu in da z njo odgovorimo na par vprašanj, zaradi tega, ker vseeno še nima v nobenem videu, se mi zdi, no. Razen malo si se v onem videu pokazala, ko je bil Mitek vid. Malo, ja. No, prvo vprašanje je od Okretič. Je bil priden mali Jaka? Mali Jaka je bil fenomenalen otrok. Cele dneve je spal, ali pa se je igral sam, ali pa je bobne igral. V glavnem, ni... Kaj pa, ko nisi bil priden, ker nismo biti cel čas priden, ne? Veš, kako včasih nisi bil priden? Ja, no, zakaj pa da si bil fenomenalen? Vedno fenomenalen otrok si bil, ker nisi dobene ipike zganjal. Razen, ko je bilo treba iti spat, ko ni bilo po tvoje. Ob kolikih si hodil spat? Ne vem, kdo smo hodil spat. Dragi moje. 8 pa 15 si mogel biti stoširan, ob 9 si mogel biti nazadnje v postelji. Aha, točno to je bilo. Ja, pa ni bilo enega, ko smo imeli neko paniko v trgovini, ker smo to puding jest. Tisto pa si bil mogoče 2 leti star. Ja, to smo mali bil, tako so to mislili, da 3. razreda, 4. Takrat, ja, ne pudinge, fruhtzverge. Tisti, ko si fruhtzverge videl, si se začel po glavi, toč pa z glavo zaletavati v hojico, pa v vozek, pa take fore. In si hotel v Interšparu fruhtzverge jest in se je mami malo spipalo in te je mama v tistem lepem kombinezončku, še danes vem, da si imel take uhice, gor ven potegnila z vozeka, pa te poriti nažgala čez kombinezonček. Seveda, ni nič bolelo, ne? In pride varnostnik v Europarku, v Interšparu. In pravi, gospa, videl sem, kaj ste naredili, jaz pa njemu, če ti kaj ne paše, še jih lahko ti dobiš. Ker si me tak razjezal. Si pa nekaj o fruhtzvergih, ne? Ti si do 4. leta živel na Vindi pudingih, tistih čokoladnih, najbolj navadnih. Na fruhtzvergih si živel. Pa plus tega, da ti nisi jedel vse barve fruhtzvergov, ti si vedno one rumene puščal, bananjene, ali kar so pač bili, ne? In tvoj ata je bil blazno srečen, ker jih je lahko on pojedal, ne? Ali je tvoja mama kdaj kadila? Miss Kamil je to napisala. Tvoja mama kadi? Ja, kdaj si pa začela? No, to ne bomo, ker to ni lepa razvada, ne? Sej to pa rečima, da oni ne bodo taki. Ne bomo povedali, kdaj sem začela, ampak tvoja mama kadi in to ni lepo in prosim vas ne kadite, ker ko začnete kaditi, nikoli ne nehate. Škoda denara, škoda lepe kože, škoda celulita punce, tako da ne kaditi, to je ful grdo, fuj. Pa dobeden se ne bo ljubčka z vami, z mano se dobeden ne ljubčka. Ja, pa kaj so, ko si začela kaditi, so tvoji starši to vedeli? Moji starši še danes ne vejo, pa sem stara 42 let. No, se tako dobro skrivaš. Naslednje vprašanje pa imamo, Toxic Fleece. Kje vidite Jakata čez 10 let? To me ne bi rabo vprašati, ne? To zdaj moraš razmisliti dobro, ne? Kaj to je tako vprašanje, ko je lahko točno tako, lahko pa čist nekaj tretjega, ne? 27, glede na to, da vem, da ima nekaj lastnih financ, upam, da jih bo pametno investiral, da bo znal kaj s tem narediti, da bo znal iz tega, da ima neko podlago nekje, tudi neko kariero si ustvariti, predvsem pa to, da bi imel neko varno pa srečno okolje okrog sebe, neke prave prijatelje, ki ga imajo zato, ker je to Jaka, ne zato, ker je to nekdo, ki ga gledajo v videih, neko super luštno punco, ki bi znala tudi kuhati, pospravljati ne rabi znati ekstra, ker to zna Jaka sam. Vidim ga daleč naprej, ga vidim nekje, kar tak, no. Ja, misliš, da se bi v življenju znal izkazati, da bi moj otroki rekli, aha, moj ata bi bil veliki frajer. Bi bilo tak? Ne veliki frajer kot frajer, neki na ulicah ali pa kaj, ne? Ampak tak, da je znal kaj narediti sebe. Jaz upam, da ti je to cilj, da bo tvoji otroci bili ponosni na tebe, tako sem jaz danes ponosna na tebe, ne? Ja, ziher. Laura 6428, kako sta se odločila za tvoje ime, torej ata pa mama, ne? Zanimiva. Ja. Jaka bi bil Nejc, zaradi tega, ker je njegova sestra
želela, da je nejc. In ata se je tudi sprijaznila s tem, da bi Jaka bil nejc. Prvo povem, da imamo sestro starejšo. Seveda, starejšo sestro. Ki je stara 23. Zlato starejšo sestro ima Jaka. In pa mlajšo pol sestro, obe sta pol sestri. Istega očeta imamo, ena je mlajša, ena je starejša, ne? Okay. Ena je dosti starejša, Ja, ena pa je dosti mlajša. ja. In Jaka je s svojim prihodom pohitel, rodil se je pri 8 mesecih, bil je nedonošen, bla bla bla, jaz rodim, Jaka odnesejo, pride babica, pravi, mamica ime, pravim jaz, nejc, pravi ona mamica. 418. otrok je vaš, ki se je rodil letos v mariborski porodnišnici, pa od tega smo jih imeli sigurno 90 nejcev. Kaj še imate, kako drugo ime na zalogi? Pa jaz tak z veseljem rečem Jaka. Pa ona piše Jaka, tak je Jaka, ime dobil Jaka. Potem pa pride od Jake deda iz Pobrežja v porodnišnico, s solznimi okami, pa pravi, kak si lahko taka, da si dala svojemu otroku ime Jaka, zaradi tega, ker si je pa moj oče imel na Pobrežju racaka, starega 18 let z imenom Jaka. Točno, to spomnim, bi se razlagala, ja. En Jan, ali je Jaka razvajen? Ne, nikoli ni bil, pa nikoli ne bo. Jaka ni nikoli vprašal, če bi lahko dobil nekaj. Tisto, kaj si je mrzlično želel, si je sam šparal denar. Dobi tudi v zadnjih 3 letih, razen bicikla, mislim, da sploh nič nisi dobil, ne? Vsi se razvojim, da bi kaj dobil. Nič. Tako da ja, tisti, ko mi to govorite za breze, ker ne vem, kje ste to našli, ne? Oni mislijo, veš, da ko jaz imam računalnik, imam telefon, kamero. To se pač dobro zmeniš, ne? Ja, pa to je to, ali jaz prišparam, ali je to sponzorsko, ali ne vem, ni pa, ne pa nekaj ful dosti od vas, da bi vse mogel razdobivati do vas tega stvari. En Jan še napisal, kaj bi bila reakcija, če bi Jaka bil gej. Ne bi bilo reakcije, zaradi tega, ker ima naša družina kar nekaj prijateljev, ki so geji, tudi poročeni geji. Mislim, da tudi ti imaš sošolke ali kakorkoli pač, ne. Mislim, vseeno. Jaka odrašča z tem zavedanjem, da najbolj važno je, da se imajo ljudje radi. Po domače povedano nam je vseeno, kaj si. Točno to. Ali si moški, ali Samo, si da ženska, si človek. ali si gej, ali si čist nekaj četrtega. Zdaj mene bodi žival. Dokaj boš mene pustil na miru, dokaj sem midva razumela, mi je vseeno, kdo si, kaj si, dobesedno nam je vseeno. Da ne bi bilo ziger reakcije, ne. Naslednje vprašanje pa je od J. Skrbinšek. Najljubši skupni dogodek, prvo ti povej. Najljubši skupni dogodek? Ja. Jaz te takoj zapljunem. Sigurno Ziget, ne? Ja, sigurno, ja. To je nepozabna stvar. Ziget je draž glasbeni festival, ko smo šli 2-krat. Mama je šla enkrat več, ampak takrat nisem šel zraven. Glavno koncerti, Calvin Harris, Martin Garrix, Ellie Goulding, Robbie Williams, Kings of Leon, Coldplay, David Guetta, Paul ste imeli, Ed Sheeran ste imeli, ogromno nekih tudi znanih glasbenikov, pevcev, raperov, skupine. Noro, ampak v tem, ja, da niso samo to koncerti, ampak tudi imaš čez dan, imaš ful dogajanje, ne. Da, če grem naslednjo leto, ko bomo znali star, na Ziget, bom 100% snemal, pa bo tak video, jak to zgleda, ker je bolano. En Jan dava ful dobra vprašanja. Najsramotnejši trenutek od Jaka. Kdaj je bilo tebe najbolj sram? Kdaj je bilo tebe, poleg mene, najbolj sram? Pred Jakem nikoli nismo skrivali grdih besed ali česarkoli, že kot pri malem otroku, ne? Ja. Teda, če je komu pobegnila kakšna kletvica, to ni bilo joj, kaj se je zdaj zgodilo, ne? Ker jih je enostavno preslišal in nikoli ni grdo govoril, ne? Je pa en taki smešen dogodek, da je nekdo prišel v vrtec in je kazal sredinca in mi da z Jakem tisti popoldan gremo na pesnico, na kebab ali sladoled, ne vem več točno kaj. In meni tako po takem drevoredu pri nogometnem igrišču ful ljudje trobijo. Pa si jaz mislim, se mene tako ne poznajo v pesnici, toliko ljudi. Pa še kar trobijo, pa jaz gledam, kaj je zdaj to, ne? Pa pogledam tako dol, pa Jaka tako ponosna. Pa jim, Jaka, kaj delaš? Pozdravljam, mama, pozdravljam. Pa enkrat sem še rekel Atejo čez okno, da je kaj? Ne Atejo čez okno, Atem sta šla gor po bregu, pa si Atejo vprašal, Ate, kaj ti si tudi gej? Točno, če on tudi gej. Ker sem nekaj besede to nekaj slišal, ne, in enostavno nisem vedel, kaj so pomenile. Vem pa, da sem dosti več te stvari vedel
kaj to vse pomeni. V prvem razredu, ko moji sošolci to veš, jaz sem zalo pa Nilo razlagal, kaj pomeni, ker nista vedela, ne, ker vseeno tako mama rekla, niso skrivali pri meni doma, ne. Še zdaj nič Ker ne skrivamo. slabše je skrivati, ker tam pa jaz nekaj na skrivaj delal, ne, in sem pač, ne, se splača skrivati nekaj prav otrokom, bedarija je. Jernej Sodec pa je napisal, katero igračo je imel Jaka najraje kot otrok. To vprašanje sem pa videl že prej in sem nekaj zraven prinesel. Ker je imel Jaka najraje, mama? Jaka je imel najraje medvedka, ki ga je ata dobil na veselje jeseni. To je neka veselica bila, ne? Ja, to je bilo doli pri Dravi, nekaj igrala, bla bla bla. To sem dobil. In tudi poškodoval ga je. Zdaj pa povem kak, da sem dal jih to razložiti. Jaka se je vedno fenal, to še danes dela, da se fena sam sebe. On je ful zadovoljen, če se s fenom greje, sploh po zimi. Ne več toliko. Ja, na bluzi še vedno delaš to. No, In je... in sem hotel ne, jaz se gledam pol lepo spal z njim, ne? In ga je skural. In sem ga skural malo. Skural si. Takrat mi da sem bil ful žalosten. Pa njega sem jaz na morju pozabil, pa nisem mogel spati zaradi njega. Ja. Kaj je bilo to isto zgodba? Pa so ti ga domov poslali, ko si ga na morju pozabil. Ja, ker nisem mogel spati z njim. Vse posod sem ga zraven nosil, dobesedno vse posod. Tudi pospravili smo ga. Blaž Bogdanović je pa vprašal, kateri šport si treniral, ko si bil mlajši? Kaj sem treniral vse? Treniral si samo nogomet, Ne. pa plavanje. Ne. Pa tenis. En mesec. En mesec, ja, tako ti se te ne spomnim tega, kaj si ti en mesec treniral. Ti si balet tudi treniral en mesec. Ne, nisem. Ja, ker si tak plesal po igrišču. Si izmislila. Povej zdaj za nogomet prvo, kak je to izgledalo? Pač, Nogomet je izgledalo tako, Zakaj si da začel? mi smo tam imeli tenis, pesnici, bla bla bla. Tenis pac. Vedno, ko so imeli člani tekme, si ti vedno med tekmo letel na igrišče, pa žogo vzel, pa te vedno mogel sodnik ali pa kateri od igralcev ven prinesti. In potem so se odločili, da bo naredili tako malo pred skupino, neko pred nogometa in ste pri 5 letih začeli ti, Zal, Lan, se mi zdi, ne, trenirati nogomet. Res je. Dolgo si igral ti nogomet. Jaz sem bil kar dober v nogometu. Zelo dober si bil v nogometu. Tako si bil dober na bobnih. Tudi bobne sem treniral, to ni šport, ne? Ampak sem tudi opravil glasbeno šolo, 6 let sem hodil v glasbeno šolo, pa tudi prej sem... 6 razredov glasbene šole si 6 opravil, razredov nisi hodil 6 let, Ja, ker si prej končal. 6 razredov glasbene šole sem naredil, ne? In pa že prej sem ful dolgo igral bobne, že pri moji noni, torej babici, ne? Pa prve tama bobne male si dobil pri 3 letih. Res je. Ta velike bobne pa si dobil za 10. rojstni dan. Pa ono trobento, ko jo trojem čutil na streamih, ne? Ja, pa kitaro si imel. Trobento je tudi ful stara, da sem bil. Moraš povedati, da tvoj oče izhaja iz zelo glasbene družine. Moj ata je glasbenik, drugače to lahko rečem, ne, oziroma je bil Cela glasbenik, družina ne, pa atovi se strani. ukvarja z glasbo, ne. Vsi radi špila harmoniko, kitaro, trobento, Bariton, bariton, kontrabas. kontrabasja, vse. Vse, Kaj primejo v kaj mu roke? daš, ate v roke, Ja. zna špila, po moje, ne. Daj mu en teden, pa se bo naučil, če ne zna. Kdaj je bila na tebe najbolj ponosna? Ko si šel pri 14 letih sam v New York, takrat sem bila pa dejansko najbolj ponosna. Drugi so me imeli za noro, da te pri 14 letih pustim na drugi konec sveta, čisto samega. Ampak jaz mislim, da je ta Amerika tebi prinesla samo dobro v življenju, ker si prišel drugi otrok domov. Ziher, ja. Mladi mož si prišel domov. Ja. Fajn je bilo tam. Zdaj sem posnal 3 videe, po moje, ne. Ampak tam je bilo noro, tam je bilo res je bilo dobro, je. To pa ne nikoli pozabil. Spomnim se, da ni me bilo, veš kaj je bilo, ker vsi so zigre mislili, da je bilo ful strah tam hoditi po letalu, ne. Ampak meni je bilo ful fajn na letalu, mi smo se 8 ur peljali tam in mi je bilo dobesedno ful fajn. Jaz sem rad letala, da se lahko dolgo vozim. In po vas spomnim, ko sem nazaj prišel, si bila vesela. Valjda. Pa jaz sem tudi vesela, sem domov prišel, samo še bil tam kakšen teden, 2, ne. Ker je vseeno čisto neki drugi svet. Kaj pa je tebi pri tvoji mami najbolj všeč? Bi me zamenjal? Odvisno za kaj pa? Ne. Drugače, to je bilo vse za danes. Če ste uživali ob tem videu, ga lajkajte. Pa nam v komentar še napišite, če hočete kakšen novi video z mojo mamo. Tukaj ste očitno na moj kanal, idite na moj Instagram in Facebook profil. Čakaj, ne bo slovo.
Idite na mamin TikTok profil, ki bo spodaj v opisu. Mom on the box. Mom on the box in na moj TikTok profil Jack on the box. Pa se vidimo v naslednjem videu. Adijo! Ja.